Zgleda, da se tale bančna kriza nič ne izboljšuje, zato ker samo 2 tedna po prvem bančnem propadu Silicon Valley banke je v težavah že nova banka, ampak tokrat je to v bistvu še hujš, zato ker je to ena izmed večjih bank, ki je sistemsko zelo pomembna. In sicer imajo 1,5 trilijonov assetov svojih strank, kar je 3-krat večje kot Credit Suisse in pa v bistvu kar 7-krat večje kot Silicon Valley Bank. Ok, se pravi, to je nemška Deutsche Bank in, kot sem rekel prej, imajo 1,5 trilijonov assetov svojih strank, včasih so jih imeli več kot 3 trilijone. No in kot sem rekel, to je systemically important bank in z drugimi besedami je ta banka v bistvu too big to fail, kar pomeni v bistvu, da bi bilo dosti slabo v bistvu za cel svet, bi videl posledice, če bi padla taka banka. Ok, da malo vidite, koliko velika je ta banka, se pravi, posluje že več kot 150 let in v bistvu posluje po celem svetu z okoli 83,000 zaposlenimi. No, je pa tudi ta banka, tako kot pred njo Credit Suisse, bila vpletena v malo takih sketchy stvari, zato v bistvu zdaj veliko investorjev skrbi, da je to naslednja banka, v bistvu, ki bo propadla. Tako da danes moramo v bistvu malo govoriti, kaj zdaj to pomeni za pač cel bančni sistem. Zgleda, da se bančna kriza nič ne izboljšuje in v bistvu, a je možno, da so bile Silicon Valley Bank pa Signature Bank v bistvu samo začetek te krize. No, ampak brez skrbi, da ne bom tukaj v bistvu izpadel sam bearish. Jerome Powell pravi, da je vse v redu, Janet Yellen pravi, da je vse v redu in v bistvu, kar je najpomembnejše, Jim Cramer tukaj pravi, da je Deutsche Banka v redu, tako da to mora biti pol res. Ok, vam bom probal v bistvu čim bolj na hitro, čim bolj preprosto razložiti v bistvu, kaj se dogaja zdaj z Deutsche Banko. Se pravi, kakor vemo, je po celem svetu v bistvu se dogaja bančna kriza, zato ker je bilo leta 2020-2022 v bistvu povsod zelo nizke obrestne mere, se pravi, je bil denar zelo pocen, denarja je bilo zelo veliko, no in pač tudi v bistvu vse centralne banke so ves ta čas printale cash. No in kar je logično je, da veliko tega casha je šlo nazaj v banke. No, ampak v bistvu kaj pol te banke naredijo, a one držijo ta cash? V bistvu ne. Banke rabijo držati samo 10% casha, ostalega pa v bistvu nekako investirajo, ponavadi v obveznice in to je v bistvu cel business model bank, se pravi, s tem delajo banke cash. No in ta kombinacija veliko casha, zelo nizke obrestne mere je v bistvu pripeljala do tega, da je zelo veliko bank investiralo v pač obveznice z zelo majhnimi obrestnimi merami, po možnosti še za pač zelo dolg časa, recimo 2 leti, 3 leta, 10 let. No, ampak te obveznice so basically strmoglavile v vrednosti, ko je začel Federal Reserve višati obrestne mere. Kar je dosti logično, ne, zato ker pač obresti so se tudi na teh obveznicah zvišale in zakaj bi vi recimo plačali enak za obveznico, ki ima manjše obresti, recimo izpred 2 let nazaj, če lahko dobite pač za isti cash zdajšnje obveznice, ki vam dajo več obresti, ne. Boste pač za vnaprejšnje mogli plačati manj v bistvu. No, ampak načeloma pač to spet ni tak problem, v bistvu, če bi banke lahko te obveznice držale, dokler se ne izsečejo, bi še vedno dobile te svoje obrestne mere. No, ampak problem je bil pa pri Silicon Valley Banku, zato ker oni basically niso več dobivali casha, ker so se specializirali v startup nišu in pač startup podjetja isto niso več dobivala casha zaradi pač tega marketa, ki smo trenutno v njemu. No, in kar se je v bistvu tukaj zgodilo, oni so rabili nek dodaten kapital, kar je pol sprožil v bistvu več strahov pri investorjih in zgodil se je basically nek bank run, kjer vsi ljudje, ki imajo denar noter, oziroma veliko ljudi, ki imajo denar v banki, ga hočejo čim prej dobiti ven in pač valjda banka tega vsega casha nima, zato mora pač na koncu basically bankrotirati ali pa jih mora nekdo bailoutati, recimo Federal Reserve ali pa drugo podjetje, kakor se je to zgodilo recimo pri Credit Suisse.
No, in kaj ima to v bistvu sploh veze z Deutsche Bank, zdaj, ki smo že pri Credit Suisse, v bistvu se je pol ta kriza iz ZDA, iz SVB banke prenesla še v Evropo in na Credit Suisse. Pač podobne stvari so se začele dogajati v Švici, njihove stranke so tudi pač začele withdrawati cash zelo hitro, po temu, ko so v bistvu Credit Suisse reportu najslabše leto po letu 2008, največ izgub in tudi njihov največji delničar ni hotel pomagati pač z kapitalom. Če si pogledamo v bistvu, to se je dogajalo že prej, basically. Mislim, že prejšnjo leto je dosti ljudi začel hoditi ven iz Credit Suisse. Če si pogledamo, konec leta 2021 je Credit Suisse imel skoraj 1 trilijon assetov, medtem ko konec leta 2022 so jih imeli v bistvu samo še malo več kot 500 milijard. No ja, in pač to valjda prenese veliko paniko in pri strankah in pri investorjih. In v bistvu so bili pač pred bankrotom, preden jih je prvo bailoutala švicarska vlada oziroma švicarska centralna banka, potem pa jih je kupila največja banka v Švici, UBS. No, in veliko folka zdaj očitno misli, da je Deutsche Bank nasleden Credit Suisse. In bomo si v bistvu pogledali, zakaj v momentu, ampak najprej bi si rad pa pogledal tele credit default swapse za Deutsche Bank v petek, zato ker vidimo dosti podobnosti v bistvu pri temu, kaj se je dogajalo za Credit Suisseom. Zdaj, če probam ful preprosto razložiti, kaj so credit default swapsi, so to v bistvu neki finančni inštrumenti, ki jih lahko banke uporabijo, da basically zavarujejo svoje tveganje, v bistvu, ko dajo posojilo, se pravi, da bojo dobili ta cash nazaj. Še malo bolj preprosto, v bistvu, rečemo, da ste vi posodili banki nek cash, oni so vam pa obljubili, pač, da vam ta cash vrnejo, to itak, pa da recimo vam dajo še neko obrest. No, CDS, če bi se odločili, da boste kupili zraven še CDS, Credit Default Swap, to v bistvu plačate kakor zavarovanje, da pač boste dobili ta cash nazaj, tudi v primeru, da banka propade, basically. No, in torej cena CDS-a, Credit Default Swapa, je torej odvisna od tega, koliko možnosti je pač, da banka propade, da vi tega casha ne boste mogli dobiti nazaj. Torej, večkrat je teh šans, dražje bo zavarovanje, logično, se pravi, dražji bojo credit default swapsi. No, in v tem primeru so njihovi credit default swapsi v bistvu dosti explodali v petek in v bistvu dosti na podoben način, kogar smo videli pri temu Credit Suisse-u. Tako da tukaj vidimo v bistvu, zakaj veliko folka pač povezuje te podobnosti med tema dvema bankama. No, ampak ja, v bistvu to ni vse. Poleg tega je bila isto Deutsche Bank, podoben kot Credit Suisse, upletena v par takih shady stvari v preteklosti. Recimo 2007 so plačali 7,2 milijard kazni zaradi zavajanja investorjev pri nakupu mortgage-backed security-jev. 2009 so bili ujeti v vohunskem škandalu. 2015 so mogli plačati 2,5 milijarde kazni za manipulacijo obrestnih mer. No, in v bistvu tudi od takrat naprej so bili tarča zelo velikih pravnih bitk, tudi kar se tiče utaje davkov, kršitve sankcij in celo pranje denarja, tudi podkupnina. Zadnji škandal, v bistvu, ki je bil pa dosti funny, je bil pa 2022 nek strip club škandal, ki so zaposleni pri Deutsche Banku v bistvu upisali njihove obiske strip klubov pač za kakor business expense. No, in v bistvu, kar hočem reči, do 2016 je bila banka upletena v 7800 pravnih primerov, ki so jih stali več kot 5 milijard pravnih stroškov, in to je v bistvu samo do 2016, od takrat naprej je bilo tega pač še ful več. Poleg tega še en red flag je, da niso izpolnili
Federal Reserve stress testa v letu 2018. No ja, in v bistvu polk vse te stvari seštejemo, nekako vidimo, zakaj pač veliko ljudi misli, da je to mogoče naslednja banka, ki pade. Ne? Zdaj, je sicer res, da pač zelo veliko večjih bank bojo imele nek tak controversial shit, ampak tukaj se mi zdi, da pri Credit Suisseu pa pri Deutsche Banku je bilo v bistvu tega še več, kakor ponavadi. Kar se v bistvu tudi pozna pri ceni delnice, ne? Obe delnici sta hitele top leta 2007 in basically od takrat je bilo sam straight down. Tako da ja, zato smo videli veliko panike pri Deutsche Banku, sploh v petek. Stock je bil na eni točki v petek down 15%, no dan je zaključil okoli 7% down. Ampak dajmo si v bistvu zdaj pogledati, a je ta strah sploh upravičen ali je mogoče malo preveč napihnen. Pač po eni strani je definitivno problem, ne? Imamo problem, kar se tiče bank in celega sistema, ampak po drugi strani se po meni zdi, da zelo veliko tega problema je v bistvu še toliko bolj poudarjenega, v bistvu li zaradi te panike pri strankah bank, pri investorjih, zato ker pač li zaradi tega, ker oni mislijo, da imamo problem in pol pač withdrawajo in se zgodijo te bankrani, kar je v bistvu dosti ironično, ne? Zato ker morate vedeti, v bistvu edina stvar, ki je potrebna, da propade basically kjerkoli banka, tudi če izgleda res najboljša banka, če je vse v redu, je to, da pač en del strank pri tej banki hoče withdrawati cash in pač oni tega casha nimajo, zato ker ga ne rabijo hraniti, ne? No, ampak v tem primeru pri Deutsche Banku jaz mislim, da je strah malo v bistvu prenapihnen. Tudi analisti v bistvu mislijo, da Deutsche Bank ni naslednji Credit Suisse, kar je v bistvu, mislim, dosti očitno, že ko malo pogledamo njihove reporte že sam za lansko leto. Deutsche Bank so profitabilni, imeli so več kot 5 milijard net income v letu 2022 in to je bilo up 159% od enega leta prej. Medtem ko Credit Suisse je imel 2021 največjo izgubo do zdaj, pač lih obratno, ne? Deutsche Bank je imel pa največji profit. No ja, tudi pred kratkim je Deutsche Bank izvedel prestrukturiranje in zdaj delujejo dosti bolj učinkovito, dosti bolj profitabilno. Tudi nemški kancler Olaf Scholz je rekel, da pač tukaj ni basically nobenega razloga za skrb. Tako da ja, meni se zdi, da tukaj kar videvamo je večinoma panika in v bistvu neko nezaupanje v ta bančni sistem po temu, kar se je zgodilo pač v zadnjih dveh tednih. In tudi zdi se mi, da situacija pri Deutsche Bank, njihova finančna situacija, ne izgleda toliko slabo. In kakor sem rekel prej, je pa možno, da pač če imate v bistvu paniko pri strankah, če imate veliko withdrawanja casha pri strankah, če imate veliko prodaje delnic pri investorjih, lahko pa to še vedno povzroči velike težave za banko, ne? Ampak v bistvu tudi v tem primeru se meni zdi, da bojo tako kot vse ostale banke najverjetneje bailoutani. Tako da, če povzamem, se mi zdi malo prenapihnjena ta situacija, ampak ja, mogoče so se zdajle prenapihnjene situacije tudi zdaj v zadnjih 2 tednih pri ostalih bankah, tako da v bistvu se tukaj nikoli ne ve, kaj se bo zgodilo. Vedno je šansa, da so pač te problemi tudi večji, kakor v bistvu mi mislimo. Mogoče tudi zato Janet Yellen zdaj v petek v bistvu poklicala za emergency meeting z Federal Reserve pa FDIC regulatorji, ampak v bistvu s časom bomo videli, kaj se bo zgodilo. V bistvu bo to za ta video. Zdaj, če bojo kakšni updati na tej situaciji, se vam splača zafollowati na Instagram, zato ker tam na Reelse pa vse te update, postava jih tudi na YouTube Shorts sicer, ampak je dosti več šanse, da jih boste videli na Instagramu, če jo followate. Plus tam še par dni je za najno nagradno igro, lahko zadanete iPada, tako da to se vam splača sodelovati. Drugače pa to za ta video.
Ja, hvala, ker ste gledali, pa se vidimo.